Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli pri spremljanju dogodkov dneva. V Mestni občini Velenje zadovoljni z opravljenim v letošnjem letu. Na Teharjah pripravili že 30. žegnanje konj. V Mestni občini Celje pester nabor brezplačnih počitniških aktivnosti. Slovenski rokometaši v Golovcu začeli s pripravami na Euro 2024. V Mestni občini Velenje so zadovoljni z opravljenim delom v minulem letu. Kljub ujmam, ki so vplivale na življenje in delo v občini, so uspeli realizirati zastavljene načrte. Med njimi je bilo tudi veliko priprav na prestrukturiranje regije. Na srečanju z novinarji ob koncu leta je župan Velenja Peter Dermol poudaril, da je zadovoljen z opravljenim delom v letu 2023. V vsakem letu so seveda dobre, pa nažalost tudi manj dobre stvari, ampak zelo pomembno je, da v okoliščinah, v katerih so ti dane, da res narediš vse, kar je najboljše, zato da mesto, seveda kot je Velenje, razvijaš in v danih okoliščinah, pogojih, ki so bili, lahko rečem, da sem zelo zadovoljen z, samim dogajanjem, tako v programskih vsebinah, kot tudi konec koncev v samih izvedbenih akcijah. Smo postorili vse tisto, kar smo si začrtali. Res je, da kar je bilo višjih sil, so nažalost tudi te vplivali na nas, tako kot vse posod druge, ampak ne oziraj se seveda na to, je odgovorno, da vedno znova v nekih okoliščinah seveda počneš tisto, kar je najboljše. Med večjimi projekti so v tem letu zaključili izgradnjo oskrbovanih stanovanj na Žarovi v Velenju, odprli kolesarsko povezavo med Velenjem in Dobrno, zaključuje se gradnja urbanega parka. Velik poudarek so skozi celo leto dajali pripravam na prestrukturiranje regije. Lahko rečem, da smo se intenzivno pripravljali na začetek prestrukturiranja, ki na nek način, s katerim začenjamo tudi v prihodnjem letu, in da smo se tudi intenzivno pripravljali tako za vse aktivnosti v misiji 100 podnebno nevtralnih mest, kot tudi tako imenovanega zelenega lista Evropske unije, kjer bomo v letu 2024 tako imenovani seveda zeleni ambasador Evropske unije. Skratka, veliko aktivnosti je bilo, ki pravzaprav niso vsakodnevne aktivnosti, so pa del našega dela in s temi aktivnostmi verjamem, da bomo seveda tudi v prihodnosti še bolj obogatili naše življenje tukaj v Velenju in da bo Velenje ponujalo še več priložnosti. Veliko si obetajo tudi od dokončanja izgradnje 3. razvojne osi. Dela tečejo na trasi proti Koroški, v vodstvu občine pa si želijo čimprejšnji začetek gradnje tudi proti Šentrupertu. Postopki tečejo naprej, mi že nekaj časa nismo imeli tega koordinacijskega sestanka na temo 3. razvojne osi, tako da nekih novih informacij pravzaprav v tem trenutku ni, razen tega, kar prebiramo v medijih, in tudi to je ena izmed tematik, ki jo bomo na eni izmed naslednjih sej Sveta Mestne občine Velenje odprli. Tukaj so prišle tudi pobude strani svetnic in svetnikov. Gradbišča, ki so v Mestni občini Velenje, lahko rečem, da zgledno napredujejo, tako da verjamem, da dela potekajo normalno. Tisto, kar je pa pomembno, seveda, da čim hitreje pridemo tudi do prve lopate tako imenovanega odseka Velenje Šentrupert. Tukaj pa pričakujem seveda, da bi se lahko v prihodnjem letu vsaj nekaj zgodilo, tako da bi potem tudi začeli, lahko rečem, bolj verjeti v to zgodbo, da bomo res proti koncu tega desetletja le videli 3. razvojno os v celotni obliki. V letu 2023 je mesto s srcem zaznamovala tudi dobrodelnost. Občina je skupaj z občani 128 000 evri pomagala pomoči potrebnim. Največ denarja je bilo namenjenega prizadetim v poplavah. 26. decembra na god svetega Štefana so tudi v številnih krajih na Celjskem pripravili blagoslov konj. V krajevni skupnosti Teharje je bil letošnji že jubilejni 30. po vrsti. Letos so lastniki nanj pripeljali več kot 30 konjev in nekaj vpreg. Krajevna skupnost Teharje je minulo nedeljo že 30. leto zapored organizirala blagoslov konj oziroma štefanovanje na ledini, kot ga sami imenujejo.
Na blagoslov konj, soli in vode so ob sončnem vremenu pripeljali lepo število posameznih konj in vpreg. Ponosni smo na naš jubilej, izredno nas veseli dober odziv tako konjenikov kot tudi naših krajanov. Štefanovanje, kot ga radi imenujemo domačini, je v bistvu dogodek, ki nas združuje, nekako povezuje. Izkoristimo to priložnost, da si zaželimo vse dobro v prihajajočem letu. Malo strnemo dejansko dogodke, ki so za nami, tako da smo ponosni, da vzdržujemo to tradicijo in hkrati želimo to v bodoče nadaljevati. Tradicija štefanovanja na Teharjah ima sicer več stoletno tradicijo. Sami zapisi segajo v začetek samega štefanovanja. Na Teharjah je tesno povezan z izgradnjo cerkve svetega Štefana z ustanovno letnico 1699, ki so dali postaviti znameniti teharski svobodnjaki, kosezi. Sam prvi vpis štefanovanja sem pa zasledil takrat sredi 19. stoletja v najbolj branem časopisu sredi 19. stoletja. To so bile kmetijske in pa rokodelske novice, ker je natančno opisal sam postopek štefanovanja tudi Jožef Žlindrovič. Namreč na dan svetega Štefana, 26. decembra, je poleg tega blagoslova konj, seveda blagoslova soli in vode, seveda tudi potekal blagoslov tudi ostale živine. Tovrstna tradicija je proti koncu 19. stoletja izumirala, dokončno pa izumre z razvojem druge svetovne vojne in kasneje v socialistični Jugoslaviji. Prelomnico seveda pomeni potem osamosvojitev Slovenije in takratno novo vodstvo krajevne skupnosti, seveda takrat tisti čas osamosvojitev Slovenije je bil tudi čas prebujanja te narodne zavesti in pa seveda tudi začela se obujati po vseh krajih širom Slovenije, tradicija obnavljanja nekih starih kulturnih običajev, nekih tradicij, tudi praznovanj. In ta naprimer praznovanje svetega Štefana so nekako obudili številni kraji širom Slovenije. Nobena izjema seveda ni bila Teharje, seveda prelomno letnico pa leto 1993, takratni krajevni odborniki krajevne skupnosti Teharje na čelu izberejo, da bodo se zavezali, da bodo to tradicijo obudili, seveda tudi z blagoslovom konj, in zdaj je že bila tradicionalna 30-letnica in zagotovo bo to še naprej obstalo. Obred je vodil župnik Miha Herman, na blagoslov konj, soli in vode pa so lastniki pripeljali približno 30 posameznih konj in nekaj vprežnih voz. V mestni občini Celje so se danes začele brezplačne športne aktivnosti, ki bodo v času novoletnih počitnic, torej do petka 29. decembra, potekale vsak dan med 10. in 12. uro. Udeleženci lahko izbirajo med drsanjem na drsališču v mestnem parku, plavanjem v zimskem bazenu Golovec, kegljanjem na keglišču Golovec ter plezanjem v plezalnem centru Celje na prvi osnovni šoli. Gre za brezplačne počitniške programe, ki jih mestna občina Celje vsako leto organizira v sodelovanju s Športno zvezo Celje in Fundacijo za šport. Slovenska moška rokometna reprezentanca je včeraj v celjski dvorani Golovec začela sklepni del priprav za nastop na Evropskem prvenstvu, ki se bo 10. januarja začelo v Nemčiji. Slovenija bo v skupinskem delu v Berlinu odigrala tekme proti Ferskim otokom, Poljski in Norveški. V tokratni izbrani vrsti je kar 15 rokometašev, ki so ali so bili člani Celja Pivovarne Laško. Pomočnik selektorja je dolgoletni igralec in na kratko tudi trener Celja Luka Žvižej. Polni smo optimizma, bom rekel, zato ker si res želimo, da se zopet vsi zberemo. Po ne vem kolkem času je ekipa, bom rekel, kompletna že na prvem dnevu teh zadnjih priprav. Res pa je, da tudi brez težav ni šlo in da nažalost nekateri igralci se tega prvenstva ne bodo mogli udeležiti. Bilo je nekaj odpovedi, ampak nijem okej. Fantje se morajo čim prej pa čim bolje pozdraviti. Nas pa čaka sedaj trdo delo in res tisti fokus na to, kar nas čaka v začetku januarja. Sigurno se veselimo tega prvenstva, sploh zato, ker je v Nemčiji, rokomet v Nemčiji zelo popularen, tako da pričakujemo lep obisk na tekmah, kar je za nas igralce sigurno še bolje. Reprezentanca naša pa sigurno ima neko kvaliteto,
želimo si vsako iti tekmo po tekmo, dokazovati, potem bomo pa seveda videli, kam nas to prineslo. Evropsko prvenstvo je sigurno dosti težko tekmovanje, ker ni nobenega outsiderja, vse evropske ekipe igrajo dober rokomet in ne moremo podcenjevati nobenega. Sigurno pa moramo biti pozitivni in stremeti tem, da moramo priti v bistvu vsaj iz skupine. Da ne glede na to, da je praznični dan, se z veseljem zberemo to dopoldne, malo vidimo spet stare soigralce, prijatelje in pa štartamo. Po se je vrniti na reprezentančno akcijo, lepo je začeti priprave, sploh kadar se gre za veliko tekmovanje. Če smo v tistem novembrskem tednu imeli malo več časa za uigravanje te stvari, je treba od dan začeti razmišljati samo v nasprotnikih. Vedno je čast in privilegij biti del reprezentance, nosi to seboj odgovornost, ampak to športniki radi nosimo seboj. Od vratarjev je ponovadi veliko pomembno na takšnih tekmovanjih, ne? Verjetno se vi in seveda vaši kolegi zavedate te odgovornosti. Ja, sigurno. Mislim, velikokrat sem poudaril, da je dobro biti vratar, zato ker imaš odgovornost. Pomagali bomo ekipi po svojih najboljših močeh, eni brez drugih preprosto ne moremo. Selektor Uroš Zorman in njegov pomočnik Luka Žvižej imata na začetku priprav na voljo 20 rokometašev. Oboleli vratar Klemen Ferlin se bo pripravam priključil v naslednjih dneh. Jaz mislim, da zasedba je dobra, močna na vseh pozicijah. Res je, da je par poškodb, ampak žal to se dogaja vsako leto. Do kam bi lahko prišla, težko rečem. Moji osebni cilji so nekako korak po korak, tekmo po tekmo. Drugi krog tekmovanja pa bi sigurno bil naša želja. Zaradi poškodb bodo prvenstvo v Nemčiji izpustili Domen Makuc, Stefan Žabič in Blaž Janc. Velika škoda je, da vsak igralec, ki se poškoduje, je pomemben člen, ampak potem je treba te vrzeli nekako zakrpati. Mislim, da bomo kar kmalu začeli o tem razmišljati, kako to narediti. Vrzel na desnem krilu bosta skušala zapolniti Domen Novak in izkušeni Gašper Marguč. Blaž je standardni reprezentant, eden najboljših igralcev, tudi ne igra samo na desnem krilu, lahko ti pomaga dvojka v obrambi, lahko pomaga na beku, tako da je v bistvu vse stranski. Jaz mislim, da samo za položaj desnega krila, da imamo kvaliteto, da bomo to pokrili. Njegova odsotnost se bo pa sigurno poznala na vseh drugih aspektih igre, ker je, kot sem že povedal, zelo vsestranski in pomemben člen ekipe. Ja, Janc je svojo vlogo že pokazal v tej reprezentanci. Seveda upali smo do zadnjega, da bo njegovo stanje takšno, da bo lahko ekipi pomagal. Nažalost ni šlo in sigurno se bo poznal, tako da bomo pač probali poiskati oziroma potegnati nekoga drugega ven, ki bo zakrpal to in ekipo vodil. Tu predvsem imamo v mislih Vlaha, ki nadaljuje svojo dobro formo in upam, da jo bo nadgradil tudi še v reprezentančnem dresu in tudi na njegovem prvem evropskem prvenstvu. Slovenija bo v skupinskem delu v Berlinu igrala proti Ferskim otokom, Poljski in Norveški. Mogoče si sledijo tekme nekako poimensko bolj zahtevne, ampak prva tekma na prvenstvu je kakorkoli še neko tipanje, seveda ima veliko težo, potem vedno neugodni Poljaki in pa Norveška na koncu, ki vedno spada v krog favoritov, tako da res tekmo po tekmo pa mislim, da bomo odvisni sami od sebe. Poljaki in pa Norvežani so ekipe, ki jih poznamo, Ferski otoki mogoče mala neznanka, imajo pa ogromno število mladih, zelo dobrih rokometašev, ki so že v odličnih evropskih klubih. Težko je zdaj reči, cilji so sigurno, osnovni cilji sigurno, da se uvrstimo v drugi del tekmovanja. Tam se potem zopet srečamo samo z izjemnimi ekipami. Lahko v bistvu mi na dober dan premagamo vsakega, če pa nismo pravi, nas pa lahko tudi ekipa, ki je slabša na papirju, premaga. Pomeni, da gremo tekmo po tekmo, da smo skoncentrirani, zbrani in jaz mislim, da nekako naše mesto je nekje tu med 8 najboljših ekip, ampak seveda to je treba pokazati na igrišču in jaz mislim, da smo lahko tudi optimistični, da bomo. Smo, ne bom rekel previdni, ampak gremo res tekmo po tekmo. Cilje imamo visoke, tisti glavni cilj je uvrstitev na turnir olimpijskih iger. Vemo, da je nešteto kalkulacij, kaj vse se lahko zgodi.
tudi na Evropskem prvenstvu. Želimo iti naprej, tam, ker smo na svetovnem nekako končali, vse te zadeve nadgraditi, vzdušje v ekipi je tisto glavno, ki nas bo vodilo, in pa, bom rekel, tiste taktične zamisli oziroma tisto, kar moramo na igrišču narediti, kar smo delali v vsem tem času, odkar smo skupaj, narediti še veliko boljše in da bo igra tudi temu primerna. Rezultatsko, seveda, pomembna je prva tekma s Ferskimi otoki, to moramo dobiti, potem iti naprej tekmo po tekmo in ta nek osnovni cilj je prehod v naslednji krog prvenstva, pa seveda s čim večjo možno, bom rekel, košaro točk. Slovenija bo v petek 29. decembra v Slovenj Gradcu odigrala prvo pripravljalno tekmo proti reprezentanci Avstrije. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Jugozahodni veter se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 7, v zatišnih legah severne Slovenije do -3, najvišje dnevne od 8 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno, na severovzhodu deloma jasno. Predvsem v jugozahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Ob jugozahodnem vetru bo še naprej razmeroma toplo. V soboto bo sprva pretežno oblačno, pihal bo jugozahodnik. Popoldne se bo prehodno deloma zjasnilo. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Prijeten preostanek večera, preživite ga tudi v naši družbi. Nasvidenje.